Pozdravljeni vsi, ki ste se prišli in udeležili tega predavanja danes, ki nosi naslov Duhovna tolažba žalujočim. Upam, da se vidimo in slišimo. Tolažite moje ljudstvo, pravi Bog, naroča Bog Izaiju, in to je tisto naše temeljno tudi poslanstvo vseh kristjanov. Kajti duhovno življenje je življenje v Svetem Duhu, kako še posebej lepo jasno opisuje apostol Pavel v pismu Rimljanom. In kdo je ta Sveti Duh? Njegovo ime je tolažnik, to ime mu da Jezus sam, ko preden odide od učencev in pri zadnji večerji, tem govoru po zadnji večerji, govori, da jim bo poslal duha tolažnika. Pravi tistega, ki jih bo podpiral, ki jih bo spominjal, ki jim bo pomagal živeti to njegovo ljubezen sredi tega sveta in biti v tem svetu priče njega, njegove ljubezni. In zato lahko rečemo, da je eno izmed prepoznavnih znamen naše pristne duhovnosti prav zmožnost tolaženja. Da tudi mi zmoremo tolažiti druge, kakor nas Bog tolaži, kako smo mi deležni njegove tolažbe. In zato je prav, preden gremo v to temo, kako biti duhovno pomoč tudi žalujočim, prav to, da vidimo, kako nas Bog tolaži. Tolaži nas prav z tem, da nam je blizu, z svojo bližino. Naš Bog je Bog, ki je z nami. Je tisti, ki nas posluša. Če vstopimo v dogodek z emavskima učencema, ki vsa v žalosti gresta iz Jeruzalema, bežita iz te bolečine, ki sta jo tam doživela, ko sta izgubila svojega ljubega učitelja, se jima približa ostali Jezus Kristus in jo posluša. Povabi jo, da delita z njim to, kar se je zgodilo, kaj ima leži na duši. Nič ne začne takoj razlagati, ampak je z njima in ima ta prostor, varen prostor, da lahko izrazita tisto, kar nosita v sebi. Da, Bog je z nami pogosto prav v molku, tišini in zagotavlja s to bližino, da bom vas zapustil, z vami sem, karkoli se bo zgodilo. Ne zamirajte se, vaše srce se naj ne zmirja, kajti jaz sem z vami. Drugo, kar zelo poudarjam, je to, da Bog nas tolaži z resnico. Ko Jezus govori in spodbuja učence pri zadnji večerji, naj se njihovo srce ne znemirja in daje zagotovilo bližine, hkrati jim tudi pove, jaz bom umrl, mene ne bo več med vami tako, kot sem sedaj. Ne prikriva tega, kar se bo zgodilo, ne prikriva tudi tega, kar se je zgodilo, ampak tudi ne olepšuje, ampak pove to čuteče, ljubeče. In tretje, s čimer nas Bog tolaži, je z upanjem. Daje nam upanje, da nas ne bo nikoli zapustil, da bo tudi ob smrti prišel k nam, nas vzel k očetu, da bomo lahko skupaj z njim pri očetu. Tako tudi pri emavskem učencu vidimo, kako potem, ko je poslušal jo, je povedal resnico, da je vse to bilo napovedano že po prerokih, kar se je zgodilo z njim. In potem z upanjem, ko ima svobodi pusti, začutiti, da prepoznati svojo navzočnost zlomljenja kruha, kako tudi nam vedno znova da prepoznati, da
če verjamo, zaupamo vanj, ne bomo razočarani. Menim, da je prav to tisto, kar moramo vedno imeti pred očmi, kako je tudi poudaril papež Frančišek v jutranji pridigi prejšnji petek, ko je govoril, razlagal prav to, kako naj se pustimo Bogu tolažiti, kako mu naj dopustimo, da lahko je nam blizu, da nam lahko razodeva ljubeče resnico o življenju, o Bogu, o nas, da nas navdaja z upanjem. In nas tako tudi kliče preko tega, da kako se mi pustimo tolažiti njemu, da bi tudi mi na ta način pristopili k vsakemu človeku, ki je v stiski, bolečini, da bi lahko bil deležen njegove tolažbe na njegov božji način. Druga točka, kar bi želel izpostaviti, je prav to, česa naj se zaveda vsakdo, ki žaluje, vsakdo, ki je izgubil nekoga, ki ga je imel rad. In predvsem naj bi se vsakdo zavedal, da ko mu je umrl nekdo, ki ga je ljubil, nekdo, s katerim je bil povezan na različne načine, na katerega je bil navezan, da sme žalovati tako, kot žaluje. Ni nobenega nekega uradnega modela, kako je prav žalovati, kako je nekaj, da sem normalen. Nihče ni nenormalen, če žaluje. Pa tudi, če žaluje še po pol leta, če žaluje še po enem letu in tako naprej. Žalovanje je nekaj resničnega in je nekaj trpečega. In ne smemo nekje drugemu preprečevati, da ne bi smel izraziti svoje bolečine, izraziti vsega tega, kar se v njem dogaja, ampak mu moramo tudi mi dovoliti, kajti včasih si žalujoči zaradi te kulture, tabu teme žalovanja, nekje čuti, kakor da ni nekaj prav, če še on žaluje. Najhujše je pravzaprav to, da se nekdo zapre vase, v svojo bolečino in umolkne. Zato naj vsak ve, nisi čuden, če žaluješ. Vsako žalovanje je znamenje globoke ljubezni do pokojnega, globoke ljubezni do tistega, ki sem ga izgubil. In smem žalovati, smem nositi v sebi to bolečino. To je nekaj najbolj normalnega in tudi najbolj zdravega. Zelo me nagovarja ta Shakespearova misel, dajte besede žalosti. Žalost, ki ne govori, šepeta krepko srcu in jo predlaga, da se zlomi. Zato, kadarkoli srečam koga, ki žaluje, mu želim pravzaprav dati zagotovilo, da sem z njim, da ga poslušam in da sme ubesediti vse tisto, kar nosi v svojem srcu. Ubesediti vso svojo žalost. In da je tako prav. In da je to normalno. Kajti edino, če si žalujoči dovoli, da lahko spregovori, dovoli to, da deli zopet lahko 10-tič, 100-tič to, kar se mu je zgodilo, kar čuti v sebi, ne bo se prepustil temu šepetu tej žalosti, ki mu predlaga, da se zlomi, da ne more več naprej, da je nemogoče najti kakršen smisel v življenju, potem, ko sem izgubil ljubljeno osebo. Ja, nikdar ne bo dovolj poudarjeno, da izguba ljubljene osebe ni izkušnja, ki jo je treba predelati, temveč
da je to zgodba o odnosu, ki se je s smrtjo spremenila. Ta odnos, ki se je spremenil. Ta odnos ostaja. Ta rajni, pokojni, ta umrli ostaja tudi po tem mojem življenju. Povabljen sem, da se naučim zaživeti na nov način z njim, da na nov način odkrijem to njegovo navzočnost, to njegovo ljubezen, ki sem jo izkusil, ko sem lahko živel fizično z njim in da lahko to ljubezen živim, doživljam še naprej. In pomoči žalujočim je prav to pomagati in odkriti, kako je pokojni naprej navzoč v njihovem življenju. Tretja točka, v kateri smo sedaj več ustavili, je prav to vprašanje, na kakšen način lahko najbolje pomagamo žalujočim. Mnogo ljudi zelo muči vprašanje, kaj naj rečejo žalujoči osebi, ki jo bodo srečali. To je še večkrat posebej potem, ko jo srečamo po pogrebu, čez en teden, čez en mesec, čez pol leta, čez eno leto. Pa tudi večkrat je že takrat, ko zvemo, da je nekdo nekomu umrl, da je izgubil svojo ljubljeno osebo, kaj takrat reči? Sam pri sebi moram priznati, da sem večkrat tudi čutil nekje to nemoč, da sem se včasih tudi kdaj izognil koga, ker nisem vedel, kaj reči. In da sem več govoril takrat, ko sem prišel pokropiti, ko sem prišel na obisk tem, ki so žalovali, žalujočim svojcem. Patrick O'Malley daje preprost odgovor. Naslanja se namreč na to knjigo Getting Grief Right, ki ni prevedena, nekaj poglavij je prevedenih in jih najdete tudi na blogu Duhovno izpopolnjene, katerem smo malo tudi potem ustavili. Pravi, reci samo preprosto moje iskreno sožalje. To je vse, kar je potrebno, res. Ničesar drugega ne recite, tudi če si obupno želite biti v pomoč. Tudi če bi želeli še kaj reči. Bodite spoštljivo in ljubeče tiho. Žalujočemu veliko več pomeni človeška bližina, kot pa besede zaradi besed. To ne pomeni, da ne smemo še kaj reči. Toda prositi moramo res za Svetega Duha, da bi našli tiste besede, ki bodo tej žalujoči osebi res oporo. Kajti hitro lahko pademo v neke klišeje, neke floskule in začnemo tam govoriti, čas bo zacelil rane. Ja, moraš živeti naprej. S tem boste postali še močnejši. Ali celo reči, zdi se, da se držite kar dobro. Ali pa, ja, najdite v tem dobro. Bog nič ne dopusti takega, kar ne bi bilo dobro. Pokojni ne bi želel, da bi bili žalostni. Bog ga je poklical. Vse se zgodi z razlogom. Ona je zdaj na boljšem in tako naprej. Vprašanje je, res, zakaj to govorimo? Ali ne večkrat govorimo zato, ker ne zmoremo preprosto biti zraven človeka in sprejeti, da mu ne moremo pomagati s tem, da nekaj zdaj govorimo, ampak s tem, da mu damo začutiti z vsem bitjem,
da smo z njim, da ni ostal sam, da mu prisluhnemo, da ga poslušamo, da naredimo zanj prostor v svojem srcu in mu dopustimo, da lahko da besede žalosti, da govori tisto, kar takrat zmore govoriti, kar takrat ima tudi čas. Tako mu pravzaprav zagotovimo tudi takrat pred pogrebom, takrat na pogrebu, kako tudi kasneje, čez 1 mesec, čez 2 meseca, čez 1 leto, da tisti, ki ga je on izgubil, ni pozabljen. Ko sem delal anketo, tudi malo in spraševal žalujoče, kaj je bilo najbolj dragoceno v tistem času pred pogrebom in na pogrebu, so potrdili prav to. Ali to, da so preprosto začutili en tih, ljubeč objem, ali pa da so slišali res besede zaupanja, vere, zagotovila, tukaj sem. Tudi molitve, ampak so čutili zadaj, da so res z njim, da je ta oseba z njimi. Prosim, da ugasnete mikrofoni, katere še imate vključene. Da, potrebno je prav to, da smo sočutni. Pomeni sočutje pravzaprav trpeti s. Podpirati žalujočo osebo pomeni ravno to. Odločite se, da vstopimo v njeno bolečino in da tam ostajamo. Zavesti, da ta oseba tam ni sama, da ni pozabljena. In to je tudi najtežje. Biti zraven. In vedeti, da ne morem jaz odvzeti te bolečine, da jo ne morem jaz naložiti si na svoje rame, da jaz ne morem te osebe osvoboditi vse te žalosti, stiske, ampak lahko ji pa pomagam to nositi. Z zavestjo, da sem z njim. In zavestjo, da je po meni, ki sem s to osebo, vidno navzoč tudi Bog sam, ki želi, da bi začutil drugi po nas to njegovo bližino, to njegovo sotrpljenje, to njegovo pripravljenost, da vstopi v našo stisko in nas nosi v tej stiski. Patrick O'Malley pravi tudi, če želite biti resnično tolažbo žalujoči osebi, morate biti sposobni srečati se z njo v tistem, čemer je. Tudi če se vam zdi njeno vedenje tuje vašim izkušnjam. Da, to je tisto, sprejeti osebo tako, kot je, in način žalovanja takšno, kot ima. Ne ga poučevati, kako bi moral žalovati, kaj bi moral sedaj delati in tako naprej. Ampak biti tam pri njem in mu pomagati, da lahko izrazi tisto, kar želi on, da bi bilo pomoč. Najbolj boleče je pravzaprav to, ko dajemo kakšne te floskule, katere sem prej imenoval, ali ko začnemo te ljudi poučevati in se to, in reči, da ne prav žalujejo. Poskušajmo jih sprejeti. Odpovejmo se temu,
da bomo mi učitelji, da bomo mi povedali, kako je prav. Verujmo, da je v njih tudi Sveti Duh, da je v njih tudi Sveti Duh tolažnik, da bo on, Sveti Duh, jih poučeval, jih spomnil in pokazal luč in pokazal pot naprej, ampak na način, ki ga bodo zmogli sprejeti, ker bo ljubeč, razumevajoč. In mi smo poklicani, da jih s svojo navzočnostjo blizu ali oddaleč podpiramo z molitvijo in pomagamo, da bi se moglo to v njih zgoditi. Patrick O'Malley, ki je sam šel skozi tudi velike stiske, bolečine, ko je izgubil majhnega otroka, in kot psihoterapevt je točno vedel, kako je treba drugim pomagati žalovanju, pa v resnici potem tega ni zmogel narediti pri sebi. In zaradi te izkušnje izgube svojega otroka in žalovanja in iskanja poti iz tega, so se mnogi obračali potem nanj in iskali pomoč. In on je nekje potem skozi te izkušnje odkril, kako pomembno je vsaki žalujoči osebi pomagati najti zgodbo ljubezni tej žalosti izgube. Ampak to gre postopoma. Včasih lahko to šele po pol leta, enem letu človek se ustavi in vidi to celoto, vidi to veliko zgodbo, tudi ljubezni tej žalosti, ki jo čuti v sebi. In po tej knjigi, po kateri tudi v Ignacijevem domu duhovnosti delamo v skupini, v 3-mesečnem programu, je prav to, da pomagamo žalujočim najti to zgodbo ljubezni, ki nosi 3 poglavja. Prvo poglavje se nanaša na zgodbo navezanosti na osebo, ki smo jo izgubili, in se začne s trenutkom, ko smo spoznali osebo, ki smo jo izgubili, do njene smrti. Da odkrijemo vse tisto lepo, dobro, čudovito, vse tisto, s čimer smo bili obdarovani po tej osebi. Da prepoznamo še globje ta dar, ki nam je bil dan po tej osebi. In to nam pomaga, da gremo iz tega spominjanja zgolj na smrt in na vse tisto, kar se je ob tem zgodilo, kako je prišlo do smrti in vse drugo, kako potem ob pogrebu, kaj se je dogajalo, in da razširimo ta pogled in da vidimo to našo ljubljeno osebo v vsej tej zgodbi ljubezni, ki smo jo bili deležni. Tej zgodbi, ki se želi sedaj tudi nadaljevati po smrti. Drugo poglavje je odkriti okoliščine smrti in njene posledice. Kaj se je zgodilo ob smrti, po smrti in tudi neposrednih dnevih, ki so sledili. O tem je potrebno večkrat pripovedovati. In tudi ta oseba mora imeti že do tega časa, da lahko v skupini deli z drugimi, ker se začuti eno z drugimi v njihovi žalosti, njihovem žalovanju, njihovih izkušnjah, te bolečine, ko so se morali posloviti od ljubljenih oseb, da vidijo, da lahko potem stopijo tudi v to, da slišijo tudi druge, je veliko pomoč to, da imajo tudi vedno prej nekoga, ki jih posluša, povsem nevsiljivo, ljubeče, spoštljivo. In potem tretje poglavje
posebuje opis življenja po izgubi ljubljene osebe. To je zgodba, ki jo sedaj živimo in se bo dogajala v mesecih, letih, ki prihajajo in ki so že bili. Lahko je to že potem 1 leto, 2 leti, lahko je tudi 20 let, potem ko je nekdo že izgubil to ljubljeno osebo, pa vendar si je zdaj vstavil in pogledal to življenje in začutil to pomoč tudi tega, da se zave, na kakšen način je ta ljubljena oseba sedaj navzoča v njegovem življenju. Skupine za žalujoče, obstajajo prav zato, da tudi zapolnijo praznino tistim, ki se počutijo v svojem žalovanju sami in osamljeni. Grenka izkušnja mnogih žalujočih je to, da v tistem času pred pogrebom, ob pogrebu, ob sedmini so imeli ob sebi polno ljudi in so res začutili, kako je mnogim bil dragocen ta človek, ki so ga izgubili, ta ljubljena oseba. Kako niso sami v tej bolečini. In je bila veliko pomoč tudi to, da je kdo kaj za njih skuhal, da je nekdo kaj pripravil, da je prinesel za jesti, da je postoril razne stvari, ali odpeljal otroke v šolo, vrtec ali kaj drugega, postoril tisto take praktične stvari in pokazal res to, da čuti z njimi, da je z njimi, da niso sami, da jim želijo konkretno pomagati, ne samo reči, če kaj rabiš, reci, ampak da so sami rekli, glej, tole lahko jaz naredim, tole bom naredil, vem, da potrebuješ in tako naprej. Kajti žalujoči so včasih takrat tudi preveč obzirni in nekako ne upajo reči, glej, to in to mi naredi. Zato je prav, če želimo žalujočemu biti pomoč, res, da sami ponudimo in sami se damo tudi na razpolago. Toda po enem tednu večkrat taka oseba ostaja zelo sama. To se še posebej zgodi večkrat ovdovelim kot takim, ki so bili sami, sta sama z možem živela, ali je mož ali žena naenkrat umrla in potem ta človek ostane sam. Te bolečine so bile še posebej v tej času koronavirusa zelo težke, ko je bilo rečeno ostani doma in so tako naenkrat ostali čisto sami doma. In še poklical jih včasih ni nihče in tako naprej in sami niso bili želeli biti nadležni drugim in jih klicati. Kako pomembno je zato najti tudi čas in se teh ljudi spomniti in napisati kratki SMS, jih poklicati, vprašati, če imajo čas, da bi govorili, ali tudi potem sedaj, ko lahko zopet gremo na obisk, da obiščemo in poslušamo. Predvsem poslušamo. In kako je pomembno tudi za žalujoče, kot so sami napisali, da po enem mesecu, jih vprašamo, kako ste, kaj se doživljate in tako naprej. In da potem res ob njih ostanemo in jih poslušamo. Da ne kar odhitimo naprej ali pa ne začnemo kar nekaj drugega govoriti. Da se spomnimo po imenu pokojnega, da tudi povemo, kako se sami spominjamo ali pa česa smo se v zadnjem času spomnili iz življenja pokojnega. Kako je to pomembno. In kako pomembno in dragoceno je tudi pred pogrebom, na sedmini in tako naprej, da če smo tam, da se z drugimi tudi pogovarjamo o pokojni osebi, da se skupaj spominjamo vsega lepega, dobrega, kar smo bili deležni po tem pokojnem, umrlem človeku,
o katerem sedaj molimo, o katerem smo sedaj, da bi, žalujoči svojec še posebej začutil, da se zavedamo dragocenosti te njegove ljubljene osebe, za katero tako žaluje. Toda za našo kulturo, kot sem že v začetku omenil, je nažalost precej značilno, da družina in prijatelji relativno hitro prenehajo podpirati osebo, ki je v svojem procesu žalovanja. Da je tukaj večkrat premalo opore, premalo pripravljenosti biti z njim, ga poslušati. In nekaj reči, življenje gre naprej, pač sprejeti to moraš, tako je pač življenje, vsi umiramo, vsi bomo enkrat umrli, ne moreš zdaj kar ostajati v tej žalosti, nehaj kar naprej o tem govoriti in tako naprej. Jaz ne bom govoril o njej, ker to meni povzroča bolečino, pa vem, da tudi tebi to ni rešitev. Ne. Sprejmimo žalujočo osebo v njenem žalovanju in tem, kar ona potrebuje, kar ona čuti, da rabi. In ta rabi, in če rabi prav to, da govori o pokojni ljubljeni osebi, je prav, da damo prostor, da lahko o tem govori in da tudi mi zmoremo z njo deliti lepe in dobre izkušnje in tako dati vedeti, da ni sama v tej žalosti, v tej bolečini. Če malo še delim tudi izkušnje pomoči žalujočim. V Ignacijevem domu duhovnosti smo pred 10 leti začeli tudi se odpirati potrebam tistim, ki so v žalovanju, še posebej s pomočjo Mire Dobravec, ki je ob blagoslovu Ignacijevega doma in pri našem vzpostavljanju različnih programov, duhovnih vikendov, prišla k meni in rekla, za žalujoče pa nimaš ničesar. In takrat sem jo povabil, da ona nekaj ponudi in da bom jaz sam z njo sodeloval. Tako je takrat ponudila vikend za žalujoče in se jih je takrat kar nekaj udeležilo. In iz tega je potem nastala skupina za žalujoče, kasneje tudi skupina za vdovele. In je tako prav to bilo tisto, kar je pomagalo mnogim, da so našli zopet smisel življenja in da so odkrili, kako je na nov način navzoč njihov ljubljena oseba, ki se izgubili v njihovem življenju. No, v zadnjem letu pa je sedaj nastal tudi skupina, ki se oblikuje za 3 mesece, 3-mesečni program za žalujoče v Ignacijevem domu duhovnosti. In oblikovala tudi se je tak spletna stran, blog, v okviru duhovnega izpopolnjevanja prav o žalovanju. Pa bom sedaj malo se ustavil tudi ob tem in vam delil to, kar lahko tudi na tem blogu najdete. Pač v tem blogu Duhovno izpopolnjevanje je kar nekaj stvari, ki so lahko žalujočim v pomoč.
In če gremo mogoče čisto od konca, kar je bilo najprej objavljeno, je prav tukaj pomoč za tiste, ki želijo pomagati žalujočim. Tukaj je prevedeno poglavje, 12. poglavje iz te knjige Getting Grief Right. In ta avtor na tako lep in primeren način nas vse nagovarja, kako pristopiti k žalujočim, da jim ne bomo povzročili še več bolečin in nekje jim še otežili njihovo stanje, njihovo žalovanje, da bomo res lahko na pravi način tudi pripomogli. Zato priporočam prav v branje to poglavje, kajti odpiralo nam bo in odprlo marsikaj, kar sem že povedal, in marsikaj tudi novega. Potem je tisto, kaj lahko naredim, kar smo tudi govorili o tej zgodbi. Drugo je pa predvsem to, se zavedati, da žalovanje vsakega je drugačno. Tudi to ta avtor zelo dobro prikaže v enem izmed poglavij te knjige in predvsem pove, da je potrebno dopustiti vsakemu, da na svoj način žaluje, kar je pa posebej težko. Da če sta oče in mama izgubila otroka, bo mama in bo oče vsak na svoj način žaloval. Da pravzaprav je tukaj tudi tisto najtežje, takrat tudi v zakonu samem, kako verjeti ženi, da njen mož žaluje na pravi način. Ali pa možu, da žena žaluje na pravi način. In da sta drug drugemu oporo. Ta avtor pravi celo, da bi na pravi način pomagali, če bi nekdo bolj spremljal in dal prostor materi, drugi pa očetu, da lahko ubesedita svoj način žalovanja in vsega tega, kar čutita, in da najdeta en varen prostor, kjer sta lahko slišala o tem, kar sta, in da lahko potem tudi počasi drug drugega spremeta in drug drugemu postajata oporo. O tej stiski, tej bolečini, ki se zgodi ob smrti otroka, je kar nekaj filmov, ki to prikazujejo, pa vendar je to, ko se nekomu zgodi, zopet nekaj čisto novega. In zato je še posebej tukaj potrebno res veliko spoštovanja te drugačnosti in tega zaupanja, kako pomembno je biti ob človeku, ga sprejemati in mu pomagati, da v tistem, kar je, najde počasi tudi sam pot naprej, prav ob tej naši opori in opori tudi Boga, katerega skupaj zaupamo in tudi pomagamo tej osebi, ne toliko, da samo nekaj govorimo, ampak predvsem, da začuti drugi ob nas vero in eno to zaupanje. Veliko pomoč je lahko v tem žalovanju to, da tisti začne pisati vse to, kar doživlja. Da si vzame vsak dan vsaj nekaj časa, 15 minut, in zapiše tisto, kar v sebi doživlja. Vse tisto, kar v sebi nosi. Da da ven, da ubesedi vse te stvari. Tukaj je prav razloženo, kako lahko to pisanje udejanjimo, kako to pisanje lahko nam pomaga, kako je dobro, da smo v tem zelo svobodni in da dopustimo, da to pisanje pomaga prav temu, da te stvari ubesedim, hkrati pa lahko pomaga, da lahko tudi drugemu preberem to, kar sem zapisal.
to je tukaj prav pomočne, pravi, tukaj ponujemo to, o čemer bomo pisali, zaprimo oči, nekajkrat vdihnimo in izdihnimo in se osredotočimo na to, kar sedaj čutimo. Če verujemo, prosimo za milost duha, da nas on vodi, da se osredotočimo na to, kar nas on spominja in nam pomaga, da bomo lahko bolj zaznali in obesedili. Preučimo svoje misli, občutke, pišemo nepretrgoma, ko končamo, preberemo to, kar smo napisali, in lahko še na kratko napišemo tudi refleksijo. Drugo, kar je tudi zelo pomembno, da se zavedamo, kako je pomembno se ljubljene osebe, ki nam je umrla, spominjati in o njej govoriti. Da pravzaprav skozi to, da najdemo prostor, da najdemo nekega človeka, s katerim lahko o tem govorimo, prav tisto, kjer se lahko te stvari počasi na nov način postavljajo v našem življenju. Da vse to, kar se je zgodilo, počasi najde mesto v nas. Predvsem pa je tudi tukaj, da se zavemo, da je Jezus tudi rekel, da je naš Bog Bog živih in ne mrtvih. Da v njem vsi živimo. Tako tisti, ki so umrli, kako mi, ki smo še tukaj. In da tudi, da se naučimo pripovedovati Bogu o tem, kaj pravzaprav doživljamo, to, kar nosimo v sebi. Kajti to nam pomaga krepiti to vero v to, da ko smo z Bogom, ko smo z njim, ki je Bog živih, ki je naš oče, ki je oče nas, ki smo še tukaj, in oče tistih, ki so nas že zapustili, da ko smo z njim, smo pravzaprav tudi za našimi rajnimi. In da lahko v tem, ko smo z Bogom, začutimo še bolj tudi njihovo navzočnost, njihovo ljubezen in njihova majhna znamenja tudi tega, da nas niso pozabili. Kako lepo je poslušati tudi razne žalujoče, ki sem jih spremljal, kako so začutili po raznih drobnih stvareh, po raznih dogodkih, po raznih tudi znamenjih v stvarstvu, po roži ali kamenčku ali čem drugem, kako je to pravzaprav bilo darovano tudi od pokojne ljubljene osebe, od pokojnega moža, pokojne žene, od pokojnega otroka, od pokojnega očeta, matere. Da so začutili skozi razna taka majhna znamenja to navzočnost Boga in navzočnost tudi teh svojih rajnih, ljubljenih oseb, kako skupaj z Bogom še vedno so z njimi in jih spremljajo. Kako lepo je videti to izkušnjo, ki jo imajo mnogi verni, da pri sveti maši, pri evharistični daritvi in doživljajo, kako so pravzaprav združeni tudi z rajnimi v vsem tem obhajanju, tej zahvalni daritveni, evharistični daritvi, tudi z to ljubljeno pokojno osebo. In kako so deležni te navzočnosti, da so skupaj pri tej sveti maši, skupaj v tem obhajanju, slavljenju Božje ljubezni, ljubezni, ki nas ne zapusti tudi tej naši največji stiski. In tudi, ko pripovedujemo drugim o naših rajnih in nas ti drugi poslušajo, ti drugi pravzaprav tudi globje se zavedajo vsega lepega in dobrega, kar smo bili deležni po naši ljubljeni osebi,
in tako tudi skupaj z nami lahko slavijo Boga in se zahvaljujejo za vse tisto, kar so bili deležni in tudi, kar smo še deležni po priprošnji tudi naših rajnih. Lepo je slišati, kadar se kdo reče, ja, ko sem pa v stiski, ko sem v vprašanjih in tako naprej, pa prosim tudi za to milost, da bi lahko še bolj to milost, da mi pomaga svojo priprošnjo in večkrat začutim prav to pomoč, to navzočnost, to podporo. To so pač času. Tukaj je zbrana tudi Božja beseda za žalujoče, kjer lahko tudi najde tisti, ki žaluje, različne stavke iz Svetega pisma, ki so nam lahko oporo, ki so lahko pomoč. Teh stavkov je več, tako da tisti, ko je določeni stiski, bolečini, lahko prav to še posebej tudi ob tej Božji besedi začuti in mu je lahko veliko oporo. Lahko izbere se ena vrstica iz Svetega pisma in v sebi ponavljamo v smislu litanijskih sklikov ali v ritmu dihanja. Lahko pa preberemo tudi cel odlomek in ostajamo ob njem in dopustimo, da preko tega odlomka lahko še globje stopi naše zavedanje, navzočnost Boga v našem življenju, Boga, ki je sprejel tudi naše rajne, Boga, katerem imajo možnost živeti tisto novo življenje, stajensko življenje, ki nam ga je obljubil in nam omogoča Jezus Kristus in nam omogoča vera v njegovo stajenje in življenje z njim. Tukaj je prav možno tako dobiti razne spodbude tudi preko Božje besede, da tako postaja Bog še bolj v našem življenju. In že govoril sem o tej skupini po 3-mesečnem programu. Nekaj lahko najdete gor tudi odmevov, različnih udeležencev. Do zdaj so šli skozi 2 skupini. Danes začenjamo s 3. skupino in lahko preberete tudi te odmeve. Mogoče bi se ustavil bolj pri odmevu gospe Julije, ki je izgubila brata zaradi samomora. To je še posebej velika stiska, doživljajo tisti svojci, ki so izgubili svojo ljubljeno osebo zaradi samomora in je potrebno še posebej biti zelo ljubeči do teh žalujočih in še posebno jim dati čutiti, kar tudi sama ta Julija pravi, kako je bilo veliko pomoč prav to, da so v tistih dneh v smrti prišli stik tudi s patrom Kristjanom Gostečnikom in nam je kot vsem povedal, da se ne smemo počutiti krivi za to, kar se je zgodilo. Predvsem to, kajti ti ljudje, žalujoči svojci, še posebej čutijo veliko krivde in vsega drugega, kar enega sramu in vsega drugega, kar še otežuje žalovanje, in takrat je potrebno tem žalujočim še posebej dati čutiti, da jih ne obsojamo, da nič ne mislimo, da so krivi in da želimo predvsem biti za njimi in izročati Bogu, njegovemu usmiljenju pokojnega, zavesti, da je on usmiljen oče in da je on vse naredil in bo naredil, da bi ta pokojni doživel večno srečo v njem. In da je zato predvsem pomembno, da
da zmorejo takrat najti v nas oporo v molitvi, oporo v navzočnosti, oporo v tem spoštovanju, sočutju, razumevanju in pomoč tudi tem, da najdejo na nov način zopet odnos do pokojne ljubljene osebe, da odkrijejo tudi tisto vse lepo, dobro, kar jim je bilo dano po tej osebi in odkrijejo, na kak način se ta zgodba ljubezni, ta ljubezen želi nadaljevati v njihovem življenju, tudi po njihovi smrti, tragični smrti. S tem bi počasi zaključil in dal nekje prostor tudi za vprašanja, da lahko tisti, ki ste tukaj sedaj navzoči in ste poslušali, lahko date svoj odmev, date svojo, lahko podelite svojo izkušnjo, lahko daste vprašanje. Lepo dobrodošli s svojim vprašanjem.